Pozdravljeni učenci! Ste pripravljeni na učenje naslednjih malih pisanih črk? Danes bomo spoznali zapis kar treh, in sicer črke C, črke Č in črke E. Zanima me, če si pripravljen na delo. Lahko začnemo? Smo pogledali, kako se nalivnik prav drži. Poglej torej, kako je obrnjena konica. Ta mora gledati proti stropu. Pazi, da nalivno pero držiš s palcem in kazalcem in da nalivnika ne držiš prenizko ali previsoko. Pazi tudi, kako sediš za mizo. Bodi pozoren, da nalivnika ne pritiskaš premočno ob podlago, da torej tvoj nalivnik gladko drsi po pisalni površini. Najprej si poglejmo, kakšni sta črki C in Č na prvi pogled. Vidimo, da se obe začneta s poševno črto, nato pa imata hribček. Tudi tu mora biti hribček intenzivno dobro nakazan. Potem imata obe črki trebušček, ki pa se ne zapira tako kot pri črki A ali O, ampak se nadaljuje v rokico, s katero se bosta črki C in Č povezovali z drugimi črkami. Tretja črka, ki jo bomo danes spoznali, je črka E. Tudi pri črki E opaziš, da se začne z poševno črto navzgor, potem ima neke vrste zankico, tako kot pri mali tiskani črki E, nadaljujemo potem navzdol in dodamo rokico. V nadaljevanju si boš pogledal zapis posameznih črk. Glede na to, da nimaš predlog, tako kot sva ti jih z učiteljico Katarino posredovali za črke I, N, M, A in O, boš za predlogo izkoristil kar ekran računalnika ali telefona. Najprej si poglej posnetek zapisa posamezne črke. Po zapisku se ti bo na računalniku izpisala predloga zapisane črke. Takrat, ko boš imel pred sabo to predlogo, posnetek za nekaj časa zaustavi in s prstom povleci potezo po zraku pred ekranom, tako kot bi recimo to počel po listu. Ko boš potezo nekajkrat potegnil, nadaljuj z ogledom posnetka in si oglej še zapis črk C, Č in E. Črko C zapisujemo tako, da naredimo poševno črto navzgor, oblikujemo hribček. Hribček pazimo, da je tako kot pri črki A in O dovolj globok, da dobimo lepo obliko črke C. Potem se po hribčku vračamo nazaj, oblikujemo trebušček in dodamo rokico črki C. S to roko se bo potem črka C vezala z drugimi črkami. Kaj se zgodi, če ta hribček ni dovolj globok? Dobimo ponesrečeno obliko črke C, ki nam lahko potem, ko imamo več črk, druga poleg druge, ne pokaže. Črko Č zapisujemo podobno kot črko C. Torej zopet poševna črta navzgor, hribček, ki je dovolj globok, se po hribčku vračamo in naredimo trebušček in rokico, s tem, da pri črki Č ne smemo pozabiti na strešico. Pazi, strešica ne sme biti prevelika in strešica se ne sme dotikati spodnjega dela črke Č.
Črko E zapisujemo tako, da potegnemo poševno črto, ki je tokrat malce bolj položna, navzgor oblikujemo zankico in se potem ravno vračamo navzdol, spodaj naredimo blagi ovinek in dodamo rokico. Pazimo, da ta zankica ni prevelika. Ali pa premajhna. Na enak način, kot smo si pogledali zapis črk, si bomo pogledali tudi zapis posameznih besed. Najprej poglej filmček, kjer je prikazan zapis besed, nato pa po predlogi potegni s prstom, ne pozabi pa zaustaviti posnetka. Sledi prikaz zapisa posameznih črk oziroma besed z malimi pisanimi črkami. Najprej bomo zapisali besedo ne. Črko N smo že spoznali, črko E si pa spoznal danes. Ja? Ko zapisujemo torej besedo ne, moramo zapisati črko N in ne. Črko N zapišemo tako, kot jo že poznamo. Dodamo rokico in to rokico potem nadaljujemo v črko E, dodamo zankico in rokico. Lahko zapišemo tudi besedo oče. Oblikujemo črko O, kot jo že znamo. O ima torej rokico višje in zato tudi na Č gremo višje in oblikujemo hribček. Se po hribčku vračamo in dopišemo črko E. Kaj pa, če zapišemo besedo če? Ja, kot imamo tule. Enostavno zapišemo črko Č, ki jo tokrat zapišemo do spodaj, se pravi Č. Po hribčku nazaj, dodamo rokico in oblikujemo črko E. Zakaj moramo paziti, da se pri E-ju vračamo tule kolikor toliko naravnost? Zato, ker se nam drugače lahko zgodi takle zapis, glejte torej. Č kot Č in če ne bomo pazili, da gremo bolj naravnost dol, da gremo prehitro desno, bomo torej napisali zankico in ne črke E. Ja, torej to ni pravilno in zato morate paziti, da pri črki E, ko naredite tole zankico, nadaljujete naravnost navzdol in potem dodate rokico. Opazuj me še, kako bom zapisala naslednje besede. Beseda ena je torej sestavljena iz črk E, N in A. In gremo, zapišemo torej E, pazim, da grem naravnost dol, nadaljujem v N, N-ju dodam rokico in povežem s črko A. Beseda meč je sestavljena iz črk M, E, Č. To hitro pomislim, da se pripravim. In zdaj grem. Torej M, pazim, da sta hribčka pri M-ju enakomerna, nadaljujem v E, M, E in nadaljujem v Č. Vedno pazite, da je tale zadnja rokica črke tako visoka, kot je recimo tale zgornji del črk visok. Zapišimo besedo cin, kot cin, cin, cin drežnice, ja. Torej gremo na C, pazi, da je hribček dovolj globok, povežem v I, naravnost črta, rokica, N in rokica. Ne pozabi na piko na I. V nadaljevanju si boš najprej lahko pogledal zapis črk in besed v zvezek lisička, potem pa tudi ti sam zapiši to v zvezek lisička. Vsake črke tokrat zapiši po eno vrstico,
Po eno vrstico zapiši pa tudi besede ne, če, čin, noč in cena, kot imaš to zapisano v predlogi. Poglejmo še zapis črk C, Č in E v zvezek lisička. Te črke, tako kot črko N, M, A, O, zapisujemo v polje s trebuščkom. Ja, bodi pozoren na to. Torej začnemo na dnu polja s trebuščkom, to je sredinska črta, in zapišemo poševno črto, hribček, ki gre malce navzdol, se vračamo po hribčku, naredimo trebušček in rokico do sredinske črte. Spustimo zaprstek prostora, zapišemo novo črko C. Nadaljuj tako na celi vrstici. Črko Č zapisujemo na enak način, s tem, da dodamo strešico, torej poševna, hribček do sredinske črte navzdol, se vračaš, trebušček do spodnje črte in rokica do sredinske črte. Nekje v sredini tega polja dodamo strešico, ki ne sme biti prevelika in ne sme se dotikati tega spodnjega dela. Pokažem ponovno. Črko E zapisujemo tudi v polje s trebuščkom. Začnemo torej na spodnji črti, zapišemo poševno. Vidite, tukaj gremo malce nižje, ne gremo tako preveč navzgor, ja, zato da imamo potem prostor za zankico navzgor. Se pravi, grem poševno, zankico do zgornje črte, vidiš, ravno navzdol do spodnje črte in rokica. Ponovno, torej poševno, zankico do zgornje črte, naravnost navzdol in rokica. Ja? Tule meni ni najbolj uspelo. Moram iti, da se potrudim ponovno. Takole, greš do spodnje črte in dodaš rokico. Bravo, učiteljica. Pogledali bomo, kako zapisujemo v zvezek lisička tudi besedo. Najprej bomo zapisali besedo ne. Torej N in nadaljujemo, dodamo E. V nadaljevanju zapišemo besedo če. Torej črki Č dodamo črko E. Zapišimo še besedo cin. Torej C, I in N. Zapišimo še besedo noč. Torej črki N dodamo črko O in pazimo, rokica pri črki O gre višje, zato tudi Č nadaljujemo višje in rokice Č-ja nismo začeli tule spodaj, ne? Zapišimo še besedo cena. C, cena. V delovnem zvezku za opismenjevanje lahko izpolniš stran 98. Zapiši črke in besede. Spodnjih besed ne rabiš prepisovati v zvezek lisička. To nalogo bomo opravili pri eni od naših naslednjih ur v sklopu vaj pisanja pisanih črk. Bravo. Pa smo prišli do konca naslednje ure slovenščine. Uspelo nam je spoznati še zapis 3 malih pisanih črk. Sedaj pa ne pozabi, vaja dela mojstra.